Spoštovani, dobrodošli na zgodovinski konferenci po prvi redni seji rektorske konference Republike Slovenije po današnjem simbolnem dejanju, ko je predsedovanje slednje iz rok rektorja Univerze v Ljubljani sprejel rektor Univerze na Primorskem. In kar za začetek mi predajam besedo, da naredite vse nad debatami, ki so bile danes v okviru rektorske konference izvedene. Hvala lepa. Dobrodošla na Univerzi na Primorskem. Na tej konferenci, na tej prvi seji, mislim, da lahko ostane. Torej, na prvi seji rektorske konference Republike Slovenije v novem sklopu, torej pod predsedovanjem Univerze na Primorskem, smo obravnavali več pomembnih sklopov. Morda najpomembnejši, torej tudi kako osnovno sporočilo te konference je vprašanje novele Zakona o visokem šolstvu. Ta je priprava te novele, ki je v zaključnih korakih. Sporočilo, ki ga želimo posredovati, je, da želimo, da se ta novela čim prej sprejme in da se pri tem upoštevajo stališča rektorske konference, tako glede akreditacije, kot glede sistema financiranja. Ta stališča so znana tako v delovni skupini ministrstva, kot na samem ministrstvu. Pri vprašanju akreditacije je naše stališče, da naj bo ta institucionalna, pravi, da se akreditira institucija kot taka in da akreditacija velja za 7 let. Pri vprašanju programske akreditacije, se pravi akreditacije posameznih programov študijskih, smo mnenja, da tisti trenutek, ko je institucija akreditirana, ko je univerza ustanovljena in akreditirana, takrat se z njo ob tej akreditaciji akreditirajo tudi posamečni študijski programi, tedaj dalje pa je vprašanje postavljanja novih programov stvar univerze same njene autonomije. Pri vprašanju financiranja je rektorska konferenca že v poletnih mesecih poslala predlog celovitega sistema financiranja, ga je večkrat tudi v naslednjih mesecih iznotraj delovne skupine podrobneje obrazložila in usklajevala z ministrstvom, tako da smo mnenja, da velja prisluhniti oziroma upoštevati sistem, ki ga je predlagala rektorska konferenca, kajti ta je sistem, ki vodi k večji kakovosti tako celotnega visokega šolstva kot univerze kot takih. Univerze pa so konice razvoja visokega šolstva v Sloveniji. To je glede vprašanja, ki je bil vključen, vprašanja modeliranja z VIS-a. Obenem smo se dotaknili tudi sočasno, namreč poteka priprava novega zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti. Tu smo mnenja, da je prva prioriteta modeliranje z VIS-a, se pravi zakona o visokem šolstvu, potem pa, ko je to pod streho, morata usporedno potekati tako priprava novega zakona o visokem šolstvu, kot tudi priprava zakona o raziskovalni dejavnosti, če že ne moremo vse to zaobseči v en sam zakon. Toliko glede teh dveh zakonov. Dotaknili smo se tudi vprašanja vpisnega postopka. Na univerzi že nekaj časa opozarjamo, da vpisni postopek, prijavni vpisni postopek ni več primeren, ni moderen, je pravzaprav unikaten. Kolegi bojo še kaj bolj sočnega uporabili, zato se bo rektorska konferenca to vprašanje na naslednji seji postavila na dnevni red in sporožila ustrezne postopke, predloge, da bi se to spremenilo čim prej, če je mogoče že za vpisno leto, torej za akademsko leto 17-18. Obenem je rektorska konferenca tudi podprla predlog nove tabele za izračun točk, se pravi, gre za majhen popravek obstoječega sistema. Ta popravek bo
odpravil diskriminacijo maturantov splošne mature proti maturantom poklicne mature. Obenem podpira tudi predlog, da se na višjem nivoju, na višji ravni lahko poleg angleškega jezika, slovenskega jezika in matematike opravljajo tudi učni predmeti. Obravnavali smo tudi in podprli oziroma sprejeli sporazum o prehajanju študentov znotraj vseh 4 slovenskih univerz. Mislim, da smo opravili korak naprej k povezovanju in interjevanju celotne mreže slovenskega visokega šolstva oziroma vseh 4 slovenskih univerz. Imamo obenem po 4. sklop nekaj pripomb na pravkar sprejeti zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij, za katerega menimo, vemo, smo ugotovili, da je v nasprotju z nekaterimi določili našega krovnega zakona, tudi zakona o visokem šolstvu. In bomo na ustrezen način upozorili resorno ministrstvo in pa ministrstvo, ki je ta zakon predlagal oziroma sprejelo pripravljati. Toliko od moje strani, zdaj prosim, še kolegi, če imajo kaj povedati. Pravim, dodati. Če ne, predlagam, da prepustimo vprašanje novinarjem. Jaz bi vseeno prosila, če mogoče malo bolj razdelate to financiranje, kaj predlagate še enkrat, da imamo še zadnjo stališče. Osnovni predlog novega sistema financiranja, ki mora biti sprejet, zato ker tako zapoveduje odločba Ustavnega sodišča, je naslednji. Mi predlagamo, da se v ta sistem ugradijo kazalniki, ki bodo mirili, koliko se le da, tudi znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost. Izhajamo iz prvič specifike obstoječega zakona o visokem šolstvu, ki v svojem 4. členu pove, kaj so univerze, so institucije, ki upravljajo znanstveno raziskovalno, torej poleg izobraževalne, še znanstveno raziskovalno in umetniško dejavnost. Obstoječi sistem, torej vsi sistemi do zdaj, ki še veljavi, so veljali, tega niso upoštevali. Hkrati je po drugi strani znanstveno raziskovalna in umetniška dejavnost ni bila zaobsežna niti za univerze, niti v zakonu o raziskovalni dejavnosti. Naše mnenje je bilo, da je najbolje bi bilo to urediti v zakonu o univerzi, ampak ker gre do stvari svoje pot posebej pri zakonu o raziskovalni dejavnosti, pri zakonu o visokem šolstvu, smo postavili predlog sistema financiranja, ki pri samem financiranju upošteva tudi znanstveno raziskovalno uspešnost in umetniško dejavnost univerz. To bi bilo v grobem vsebinski dodatek sedanjemu sistemu financiranja. Druga stvar se pa tiče samega življenja tega zakona, samega spreminjanja deležev vseh zavodov. Mi smo mnenja, da je vsake toliko časa, predlagali smo vsake 2 leti, da bo to vsake 4 leta, vsake 2 leti, zato ker se proračun nekako sprejema za 2 leti, da se pretresejo razmerja med zavodi, ampak seveda to na takšen način, da dodatna sredstva, ki pridejo v celotni sistem visokega šolstva v Sloveniji, v večji meri pridobijo tisti, ki so uspešnejši. Mogoče to bi bilo v kratkem, to lahko pa zdaj drugič kaj več, ampak mislim, da če bi šel v velike detaljne podrobnosti, ko je časa vzelo. Jaz bi vprašal, mogoče eni drugi, sicer dnevno-politični temi, sicer ti dodatki za pripravljenost. Me zanima, če ste, oziroma če nameravate razpravljati tudi o tem in če mogoče vprašanje za vsake posamezne rektorje, če nameravate tudi sprejeti kakšne smernice s tem v zvezi. Bom jaz odgovoril, namreč ta točka na dnevnem redu ni bila obravnavana, tako da na to temo pa ne moram podati kakšnega odgovora.
Mogoče vidimo osebno mnenje rektorja. Glede na to, da smo že z vabilom vas nekako prosili, da ostajamo pri novinarski konferenci na temi današnjega dnevnega reda, da prosim za razumevanje, da pač obravnavamo pač to, kar je danes obravnavamo. Hvala za razumevanje. Jaz bi še o tem okrogli kvalifikaciji mogoče eno vprašanje imela. Mene zanima, recimo, študentje se včasih soočijo, ko končajo študij, da njihovega poklica potem ni v tem okrogli kvalifikaciji. Ta novi zakon, ki je bil to sprejet, je to upošteval vse programe, ki izobražujejo študente in določi nove poklice, ali je to pomanjkljivo v tem okroglu? Mi smo se dotaknili, torej mi smo bili pozorni predvsem v tistih točkah, kjer smo ugotovili, da je ta zakon v nasprotju z nekaterimi določili našega krovnega zakona, naprimer pri vprašanju, kdo nadzira izvajanje tega zakona, in ugotovili, da je v direktnem nasprotju z enim od členov zakona o visokem šolstvu. Lahko sam dodam. Ja, torej ta ogrodje kvalifikacije je sicer mišljeno kot okvir, ki daje predvidljivo in stabilno situacijo na tem poklicnem področju. Je pa treba vedeti, da je to živa materija, ki se bo s časom tudi spreminjala in že zdaj recimo ugotavljamo, da imamo težave pri vpisovanju interdisciplinskih diplom, in potem seveda uvrščanje diplomantov, ki so bili ali so na interdisciplinarnih programih. Tega zaenkrat nimamo dobro rešenega, ker se potem po sili razmer, po zahtevah piše ena od disciplin, ki pa ne pove prave vsebine študija in seveda tiste sposobnosti, ki je nekdo ostapil dopolniti. Hvala lepa, če ni dodatnih vprašanj, se zahvaljujem samemu mediju, seveda rektorjem za voditeljstvo in vsem skupaj želim lep dan še naprej. Hvala.